Se lahko zaploskate. Hvala lepa gardni enoti Slovenske vojske. Spoštovane, spoštovani, dober dan, dobrodošli v srcu Slovenije. Dobrodošli na obeležitvi Dneva slovenske zastave, ki ga Društvo Heraldika Slovenika v Spodnji Slivni prireja že od leta 1998 naprej, ko je minilo 150 let od prvega izobešanja slovenske zastave. Vse od takrat slovesnost pripravijo vsako prvo nedeljo po 7. aprilu, letos pa je to teden dni zaradi velikonočnih praznikov kasneje. Spoštovane in spoštovani, slovenska zastava je poleg grba in himne najpomembnejši simbol Republike Slovenije, ki označuje pripadnost lastni domovini. To spoštovanje je izraz domoljubja oziroma ljubezni do Slovenije, pozitivne in plemenite vrednote, ki jo čutimo kot močan občutek pripadnosti in sobivanja. Slovenska državna zastava na eni strani simbolizira zgodovinski pogum, ki nas je ohranil kot narod, po drugi strani pa težo časa slovenske osamosvojitve, v katerem smo dozoreli in dobili lastno državo. Še enkrat dobrodošli v središču ali težišču Slovenije, kjer domuje tudi Društvo Geos, katerega predstavnica gospa Anka Kolenc nam bo spregovorila nekaj besed. Geos, ki predstavlja simbolično srčiko slovenstva, vas srčno pozdravlja, spoštovani in dragi udeleženci Dneva zastave na Geosu, na našem skupnem svetem prostoru. Sprva predvsem strokovno,
težiščno točko je kmalu nadgradil simbolični pomen, ki nas usmerja k zavedanju svoje narodne biti, svoje identitete, svojih korenin, tega, kdo smo in kakšna bo naša pot skozi življenje, če jo bomo sprejeli, spoštovali in ljubili. Govori o lastnostih, ki smo jih pridobili v tisočletnem življenju na svoji čudoviti zemlji in o vsem, zaradi česar smo takšni, kot smo. Zelo je pomembno, da se tega zavedamo. Če svojim narodnim koreninam ne sledimo, kot smo že velikokrat povedali, sta svet in mi z njim siromašnejša. Naše korenine so naš skupni zaklad, ki nas povezuje v ljubeče sožitje, ne glede na veroizpovedi in ne glede na politična in druga prepričanja. Geos nas spodbuja, da to skupno identiteto in povezanost gojimo in živimo in se je bolj in bolj zavedamo. Iz tega zavedanja se oblikuje samonikla ustvarjalnost, raznolikost in zdrava samozavest. Geos simbolično predstavlja sveti prostor. Ne pozabimo tega, kot je bila nekoč gospa sveta. Temeljna vrednota Geosa pa je veličina našega pesnika Franceta Prešerna, ki smo jo vanj ugradili s himničnim delom Zdravljice. Izjemna pesem, ki govori o odličnosti slovenskih narodnih korenin, v središču srca Slovenije budi srčnost, ljubezen in sodelovanje na vseh nivojih bivanja, kot ga do danes v svetu še ne znamo izpolniti. Če bomo znali sprejeti in spoštovati sebe in svoje korenine, se bomo znali zdravo povezovati in sodelovati tudi z drugimi. Ponosni moramo biti na to, da svojo narodno identiteto gradimo na kulturi, srčni kulturi, pogumu in hvaležnosti ob srčni odličnosti svojih korenin. Zato moramo na tem svetem prostoru, na Geosu, nenehno bdeti tudi nad svojo zastavo, Tomanovo dediščino, ki simbolizira naše tisočletno življenje v najčudovitejši domovini, ki nas je izoblikovala v to, kar smo. Zato naj tu plapola za vse čase. In čeprav je bil Geos prva strokovna geodetska točka, naj bo vedno v ospredju predvsem njen simbolni pomen. Ob tem pa tudi hvaležnost Jožetu Drnovšku, ki je za njegovo odkritje dal pobudo, in Petru Svetiku, ki jo je ustvaril. Oba sta se pri uresničevanju Petrove domoljubne vizije srčno podpirala. Zato vas ob pozdravu Geosa na današnjem praznovanju Dneva zastave kot vedno vabim, dragi prijatelji, k medsebojni ljubezni, sprejemanju, prijateljstvu, sodelovanju in negovanju ljubezni do svojega naroda, hkrati pa tudi do sprejemanja in ljubezni do vseh narodov sveta, saj so to vrednote naših korenin in osnovno poslanstvo Geosa, pa tudi nas vseh. Hvala. Hvala lepa, gospe Anki, srčna kot vedno. Sedaj pa nam bo zaigral trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske z bobnarjem, še eno himno po slovenski, po evropski. Sedaj bomo slišali himno Slovenske vojske, naprej Zastava slave. Hvala lepa. Tako kot vsako leto proslavo
tukaj v središču, težišču Slovenije ob Dnevu slovenske zastave organizirata Društvo Heraldika Slovenika in pa Združenje za vrednotne slovenske osamosvojitve. Že lansko leto smo proslavo malo podrugačili, namesto enih 3-4 govorov, kot ponavadi, smo pripravili pogovor na kakšno aktualno temo. Tako bo tudi letos. Letos pa se bodo pogovarjali predsednik Državnega sveta, gospod Marko Lotrič, župan občine Litija, gospod Franci Rokavec in predsednik Društva Heraldika Slovenika, gospod Aleksandar Hribovšek. Pogovor pa bo vodil novinar Nejc Krevs. Gospodje, prosim. Ja, bil v sredino. En lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moje ime je torej Nejc Krevs, sem novinar Radio-televizije Slovenija in sem ponosen, da sem tukaj danes med vami. Slovenska zastava zagotovo prebuja enotnost, pripadnost in ponos in prav o njej bomo danes govorili z imenitnimi gosti. Predsednik Državnega sveta, gospod Marko Lotrič, lepo pozdravljeni. Kakšen odnos imate do državnih simbolov? So vidni dovolj v političnem prostoru? Ja, lep pozdrav najprej vsem skupaj. Vesel sem, da lahko stojim tukaj v središču Slovenije in na tako pomemben dan, kot je dan zastave. Pravi, simboli zastava, grb in pa himna označujejo pripadnost Republiki Sloveniji. In zdi se mi, da takrat, ko moramo, smo dovolj ponosni na slovensko zastavo. Ko rečem takrat, ko moramo, mislim predvsem na parlament, kjer pravzaprav stojijo zastave, grb na primernih mestih. Tam, kjer pravzaprav in sam se trudim, da sprejemam veleposlanike in pomembne goste, v prostorih, kjer je na častnem mestu slovenska zastava in slovenski grb. Predvsem si pa želim, da vsi tisti, ki prihajamo redno v ta hram demokracije, s seboj, ko zapuščamo to stavbo, odnesemo tudi s ponosom in zavedanju, kaj pomeni grb, kaj pomeni zastava in kaj pomeni himna Slovenije. Gospod Rokavec, od državne k lokalni politiki županujete v Litiji. Je lokalno okolje dovolj dovzetno za slovensko zastavo? Najprej en lep dober dan tukaj v srcu Slovenije, tudi v občini Litija, vsem skupaj. Med drugim tudi en lep pozdrav evropski poslanki, gospe Romani Tomc, ki skoraj da vsako leto obišče nas ob tem dnevu zastave, poslancu Državnega zbora, Franciju Propsu, pa vsem, ki ste prišli, dragi prijatelji, tukaj na Geos. Zagotovo ima Litija, se trudi, da ta pomemben simbol, slovensko zastavo, probimo negovati čim bolje. Namreč letos se že 25 let zbiramo na telem središču Slovenije ob dnevu zastave, zato se nam zdi še toliko bolj pomembno, da imamo primeren in ustrezen odnos do slovenske zastave. Zato zagotovo nikoli ne bomo naredili dovolj. Zato je vedno treba delati. Mislim, da pa še vedno ne znamo dovolj jasno pa dovolj radostno ta simbol tudi izpostaviti v Sloveniji. Mnogokrat mislim, da so narejeni premiki na posameznih, predvsem športnih dogodkih, tudi na ostalih dogodkih. Jaz bi tukaj omenil bivšega predsednika, gospoda Boruta Pahorja, ki je zagotovo v svojem 10-letnem predsednikovanju naredil veliko na tem, da je želel spodbuditi večji pomen spoštovanja slovenske zastave. Mnogokrat je nosil ob samih dogodkih in mogoče eno tako razmišljanje, da bi bivši predsednik gospod Pahor postal ali častni član Društva Heraldika
ali je nekaj podobnega, se mi zdi, da bi bilo to eno zadoščenje za vse to, kar je res naredil za, se pravi, spoštovanje tega simbola. Gospod Hribovšek, predsednik društva, dobronamerno opozarjate tako na družbenih omrežjih, kot tudi širše o napačnem izobešenju slovenske zastave. Ne gre le za kršitev zakona, ampak tudi za nekakšno razvrednotanje. Kaj so tiste najpogostejše napake, kaj opažate? Torej, če pogledamo malo širše, najprej bi pozdravil vse skupaj. Hvala, da ste se danes udeležili tega praznika in proslave. Kljub temu, da je bilo napoved vremenska zelo, bomo rekli, napeta, smo danes že na pol v soncu in vsem, ki ste prišli, lahko uživate danes v takem lepem dnevu. Bi se pa mogoče na podlagi tega, da je še lažje izobešati zastavo v samem središču Slovenije, bi zahvalil županu in celi občini Litija za tale obvoz, ki ga vidite, ki je novost, lani ga še ni bilo. In še lažje bo prijeti tu prireditve, kar je samo en plus za zastavo v središču Slovenije in še, mogoče če razširim naprej, kar si že vprašal. Ja, zdaj v tujini je največ težav z izobešanjem tujih državnih zastav, ravno mogoče dotrajanost zastav. Do tega prihaja mogoče v zasebni lasti, pred podjetji, pred domovi, kjer so dokaj pogosto zastave raztrgane, ker jih dlje časa izobešajo. Pri nas mogoče temu ni tako. Pri nas imamo druge težave, ki so mogoče svojevrstne za Slovenijo in ena izmed njih je izobešanje navpične zastave, ki je lep srednjeevropski, bomo rekli, lepa srednjeevropska navada še iz zgodovine in vedno smo v Srednji Evropi, govorimo od Slovenije do celo Poljske, tudi Hrvaška in Madžarska in Nemčija seveda, izobešali lepe navpične zastave v zgodovini, kar lahko vidite tudi na fotografijah izpred 100 let ali manj, ali iz fotografij pred 60 leti. Smo leta 1991 uzakonili v zakonu o grbu, zastavi in himni prepoved izobešanja navpičnih zastav. To pomeni, da kjerkoli v Sloveniji vidite zastavo Slovenije, ki ima proge navpično, recimo z leve proti desni ali z desne proti levi, in si ne sledijo od zgoraj navzdol, to pomeni, da so v nasprotju z zakonom. In tega je veliko, tega je tudi veliko pred državnimi institucijami, tega je veliko pred občinami, pred šolskimi zavodi. To je mogoče poziv, da spremljamo zakonodajo. Zakonodaja se ni spremenila od leta 1994 dalje, razen ko je prišla uredba o evropski zastavi, ampak še vedno te načini izobešanja so prepovedani. Tudi če je zastava daljša od razmerij 1:2, to je v ustavi določeno, da tega ne more priti in je slovenska zastava 1:2 in pika. Res je, da smo potem v društvu želeli spremeniti zakon in še čakamo na ugodno priložnost, da bi kaj takega dovolili, ampak zaenkrat je to prepovedano in pač tega ne delamo. In to je mogoče ena izmed zadev, ki so izpostavljene. Drugače, Slovenci smo pridni, vedno bolj, tudi kar smo slišali že prej, vedno bolj vzorni, vedno več je zastav tudi izven državnih praznikov, kar je prav. In ja, polagam še enkrat na dušo zastavo svoje lastne države, katere pripadniki smo mi in mi smo država, lahko izobešamo kdajkoli. En aplavz, prosim. Hvala. Zdaj pa eno vprašanje za vse tri sogovornike. Vojna v Ukrajini, ne moremo mimo tega. V Kijevu danes ponosna plapola slovenska zastava, pa vendarle, če slovenski zastavi odvzamemo grb, dobimo rusko zastavo oziroma podobno ruski zastavi, tudi slovenska narodnostna zastava si je nekoliko podobna. Bo Slovenija morala kdaj v prihodnje razmišljati o spremembi, o drugih barvah naše slovenske zastave? Pa kar prosim. Hvala lepa. Ja, trenutno nam je vsem pred očmi ta tragedija, ki se dogaja v Ukrajini po napadu Rusije. Ampak naša zgodovina je starejša. Naša zgodovina je stara 175 let, kar se tiče slovenske zastave, ko je jo študent Lovro Toman izobesil na Wolfovi 8. To nam priča, da moramo biti ponosni na zgodovino.
Zdi se mi pa ne nazadnje prav to, kar ste izpostavili, napačno izobešanje. Tukaj noter bi pa rad dodal to, da pravzaprav zakaj je prišlo do, ali pa prihaja do napačnega izobešanja, ko govorimo o navpični, se pravi, ko se navpično izobeša. Torej, ljudem je to všeč. Ljudje bi se radi poistovetili z zastavo, zato jo obešajo na način, kot je pravkar smo slišali, da ni primeren, da ni po zakonu, ampak mislim, da je treba, ali pa dajem tudi sam pobudo, da se razmisli in pravilno obrne potem tudi sam grb, da grb ne leži. Pa vendarle, ni samo ruska zastava tista, ki nas lahko asociira na slovensko zastavo. V prejšnji skupni državi praktično so zastave med seboj, vsej po barvah, enake, z kakšno izjemo. Slovaška zastava je povsem enaka, samo grb jo razlikuje. Torej, pa verjamem, da noben športnik, športnica, noben gospodarstvenik in gospodarstvenica ne bo izobesil druge zastave kot slovensko zastavo in takrat je ponosen na te tri barve z grbom. Hvala. Gospod Rogavec. Ja, to je občutljivo vprašanje. Zagotovo vemo, da je narodna zastava bela, modra, rdeča. Zagotovo morali biti pa zelo občutljivi do tega vprašanja. V tem trenutku bi zagotovo to imeli napačno sporočilo. In se mi zdi tudi, da je zastava eno sporočilo, ki mora na nek način tudi vsebovati tradicijo. Tako da se mi zdi, da nas čaka, kar se tega tiče, ena taka dolga pot. Po drugi strani pa se mi zdi, da je naša prva naloga v tem trenutku predvsem vzgoja za spoštovanje državnih simbolov. Tukaj mislim, da imamo še veliko za postoriti, kako to vzgojo prenesti našim mlajšim. Jaz bi se zahvalil tukaj našim osnovnošolcem iz Osnovne šole Gradec, ki že vrsto let pač nosijo evropske zastave, ob dnevu zastave na Geos. In se mi zdi, da je to eno dobro sporočilo, predvsem pa, da jim čestitamo za to dejanje in da se to dejanje tudi nadaljuje drugod po osnovnih šolah v Sloveniji in pa ostalih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Tudi ukrajinska zastava ne manjka. Tako. Gospod Hribovšek, v Kijevu danes plapola slovenska zastava. Upam, da še. Vse mora. Drugače pa, kar se tiče zastave Slovenije, res, da smo jo sprejeli zelo na hitro, ker se je mudilo in kmalu zatem je sledila vojna leta 1991 in res, da je podobna, bomo rekli podobna zastavi države Rusije in vsi vemo, da kaj se dogaja trenutno, tragedija, ki je v Ukrajini, kaj je vzrok in ja, tega danes ne bomo obravnavali, ampak bi podali naslednje. Slovenci oziroma pač državljani Slovenije smo tisti, ki bomo odločili, kdaj in kako se bo dogajalo z našo zastavo in če je čas, da bi jo recimo izboljšali, ampak to je na nas. Nihče od zunaj ne more vplivati na nas, ker ne glede na to, kaj se dogaja v svetu, zastava je naša in je zastava naše države in kot tako jo uporabljamo. Ne glede na to, da je mogoče nastala v ihti, ampak pod njo smo se borili za samostojnost in svobodo, da lahko sploh svobodno živimo v lastni državi. Poleg tega, ja, če mogoče kdaj v prihodnosti se vsi skupaj zedinimo, da je mogoče ena aktualna zastava, ki pa je primernejša od te, ki imamo zdaj, verjetno, če bi bil vse splošen konsens, ampak trenutno je ta zastava, ki imamo, edina, ki imamo in je samo naša. Gospod Lotrič, leta 1991. Leta 1991 ste ustanovili podjetje, delujete mednarodno. Kako pomembno je razumeti, da slovenska suverenost ni tako samoumevna, pogovarjate se gospodarstveniki, politiki, takole širom po svetu? Nobena stvar ni samoumevna, še najmanj pa država in z njo tudi zastava.
Skozi stoletja se je slovenski narod boril za samostojnost, boril za zastavo, za svojo himno, ki je pa v svetu po besedilu še kako prepoznavna. In se mi zdi, da predvsem v naši zadnji samooosvojitveni vojni smo se lahko uprli samo na lastno znanje, na lastne ljudi, na lasten pogum, na odločnost. In ravno to daje krila tudi gospodarstvu. Zaradi tega si želim, da bi slovenska zastava bila kdaj tako v srcih, da bi jo poleg svojega brenda v gospodarstvu lahko primerjali in bi bili spoštovani, pravzaprav, če jo lahko izobesimo. Tako da jaz verjamem, da krepitev vseh nas in se pravi krepitev zgodovine, kjer smo ostali in obstali, mislim, da v prihodnje nas ravno simboli lahko še bolj povežejo. Gospod Rokavec, morda vaš prvi spomin na slovensko zastavo, kakšna anekdota? Ja, zagotovo vem, da je bila tista zastava, ki se je razvila takrat 25. oziroma 26. junija vsa zmečkana, na hitro skupaj spravljena, ampak v srcu mi je bilo pa zelo toplo. In predvsem se mi zdi, da je ta zastava znala takrat povezati Slovenke in Slovence, državljane in državljanke te naše ljube Slovenije. In takrat smo znali začutiti, da moramo delati skupaj. In se mi zdi, da je zastava eden izmed simbolov, ki lahko nas poveže, ne glede na razlike, ki so med nami, in na tem moramo graditi naprej. Gospod Hribovšek, za konec bi vas prosil, da nakratko še ovrednotite sam pomen slovenske zastave. Dan slovenske zastave imamo tudi mesec. Kako pomembno je to? Ja, še posebej, ker letos vseeno okroglo obletnico imamo, če je recimo 175 let nekaj okroglega, čez 25 let bo 200, takrat pričakujem tukaj vse 1000 ljudi. Ampak, ali mogoče več, ampak tako je. Zdaj, lani smo začeli s kampanjo Mesec slovenske zastave, da razširimo vse vedenje, da ni samo mogoče 7. april, tisti dan, ko govorimo o državni zastavi, ko govorimo o narodni zastavi, zavedati se moramo, da gre za dve zastavi, ena temelji na drugi, torej državna temelji na narodni. In smo želeli, da so vsej še kak teden, kakšne 2, 3, 4 tedne dlje pogovarjamo o tej zastavi. Ne glede na to, da jo vsej jaz in večina ostalih, kar upam, da pričakujem, da jo vsaj takrat izobesimo, ko imamo državne praznike in več, ampak še vedno, ja, mesec naj bi povzdignil mogoče zavedanje na višjo raven, ampak še vedno, ja, v društvu opažamo, da so razmere iz leta v leto boljše. Ljudje raje sprejemajo zastavo, bolj se zavedajo, da je to zastava njih, nas, vseh skupaj, da ne gre zgolj, recimo, zastavo državnih uradnikov, zastavo, ne vem, vlade, parlamente, podobno, ampak da smo država mi vsi in zastavo kot tako, kot našo, seveda mi smemo uporabljati in jo želimo uporabljati. Najlepša hvala vsem trem sogovornikom. Naj torej ponosno plapola slovenska zastava. Hvala. Hvala lepa vsem štirim. Zdaj se lahko tam ne zmente, ko imamo predsednika državnega sveta, pa ne oni probajo spremeniti zakonodajo o zastavi. A ne? Bosta pol. Ob kafetu se je zmenila. Eno avseniko bomo slišali sedajle.
Hvala lepa trobilnemu kvintetu Orkestra Slovenske vojske za bobnarjem. Spoštovani in spoštovani, ta zastava je simbol samostojne države Slovenije, ki smo si jo Slovenci prisanjali in priborili prvič v svoji dolgi zgodovini, v zvezdnem trenutku slovenske zgodovine. Ta zastava je simbol slovenskih sanj, moči in volje. Simbol kljubovalnosti, simbol tisočletnega hrepenenja po svobodi in samostojnosti. Simbol trpljenja in neštetih premaganih porazov. Simbol zmage nad pogostimi jezdnimi viharji mrzlih domačij. Simbol radosti do življenja. Simbol narodnega optimizma, ponosa in upanja. Tako je v poklon slovenski zastavi zapisal slovenski pesnik in domoljub gospod Kuntner. Spoštovani in spoštovani, tako kot je Nejc dejal, najponosno vihra slovenska zastava. Hvala vam, da ste bili tudi letos z nami. Spet se dobimo čez leto dni, kakšen teden prej. Verjetno kot tokrat, torej prvo nedeljo po 7. aprilu. Naj ne vihrajo zastave samo za praznike, naj vihrajo 365 dni. Dvignimo glavo, izobesimo zastavo. Srečno, hvala lepa še enkrat in Bog nam živi Slovenijo.